Vsem skupaj, vsem novinarskим in medijskim hišam, ki ste se današnje novinarske konference udeležili, tri opozicijski poslanci, ki smo člani preiskovalne komisije za oceno delovanja ekstremističnih skupin, gospod Dragutin Mate, gospod Pukšič in moja malenkost, bomo danes predstavili določene ugotovitve in tudi naše namere za prihodno delovanje. Naj uvodoma povem, da se vsi zavedamo, da kakršnokoli izražanje svobodne volje ni kaznivo dejanje, da niti ni udeležbah na protestih sama po sebi kaznivo dejanje in da ni to nič slabega, kvečemu svobodno izražanje svobode govora. Vsekakor pa bi nas mogli kot poslance in kot odgovorni za državo skrbeti, če se pojavljajo raznorazne skupine, ki organizirajo nasilne akcije na tovrstnih protestih in na nek način te mirne proteste ugrabljajo. Skrbeti bi nas mogli, če obstajajo skupine, ki doma izdelujejo posebna eksplozivna sredstva, ki jih potem na teh protestih uporabljajo in ogrožajo varnost in zdravje ljudi. In pa skrbeti bi nas mogli, če navedbe nekaterih držijo, da so se v posameznih protestih pojavili tudi posamezni agenti Sove. To je stvar, s katero se lahko ukvarjajo parlamentarci, vse ostalo pa ni stvar poslancev, niti ne parlamentarcev. Veliko črnila in ogromno besed je bilo prelitega v zvezi z anonimko, ki smo jo dobili vsi člani te preiskovalne komisije. Najbrž vsi dobro poznate, gre za anonimko, v kateri je vpisanih tako ali drugače 17 oseb, ki naj bi imele različne vloge pri organizaciji in sodelovanju pri mariborskih protestih. Zdaj, kaj smo naredili opozicijski poslanci? Na predsednico preiskovalne komisije, gospod Majo Dimitrovski, smo 21. novembra 2013 naslovili posebno pismo, v kateri smo predsednico preiskovalne komisije pozvali, da naj skliče nujno sejo komisije, na kateri bi preučili navedeno pismo ter sprejeli odločitve glede nadaljnjih postopkov v zvezi z informacijami oziroma podatki, ki se navajajo, kateri se navajajo anonimni prijavitelji, sorodniki in prijatelji obsojenih izgrednikov mariborskih postaj. Torej, mi smo predsednico preiskovalne komisije lepo prosili, da bi se o teh stvareh pogovorili. Predsednica preiskovalne komisije, gospa Dimitrovska, nam je 25. novembra v dopisu govorila, da takšna seja, na kateri bi se dogovorili o nadaljnjem delovanju, ni možno in nas napotila, naj vsebino predlagamo kot dokazni sklep. Mi smo to tudi storili, seveda željo, da bi želeli pridobiti v zvezi z mariborskimi protesti predvsem dodatne informacije, ali dejansko obstajajo skupine, ki so bile plačane za izvedbo nasilnih akcij na teh protestih in ali drži, da so se na teh protestih pojavljali predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Mi nismo s temi zaslišanji nikogar želeli obtoževati, ga obsojati oziroma kot so nekateri rekli, da se gremo politično sodišče. Mi smo želeli samo izbrati, dobiti določene informacije. Dali smo tudi seznam in kot najbolj zaželene priče smo želeli 4, ki se jim v tej anonimki očitajo najbolj konkretna dejanja, da so skrbeli za logistiko in za finance. Kaj pa je naredila predsednica? Predsednica, ko je sklicala ta pričevanja oziroma zaslišanja, je najbolj problematične 4 omenjene v tej anonimki izpustila in jih na zaslišanje sploh ni povabila. Na prva mesta ali pa na začetek teh zaslišanj pa je povabila tisti, ki verjetno je razen tega, da so se protesti udeležili, nimajo popolnoma nobene vloge pri mariborskih protestih. Zdaj, mi razumemo, da je predsednica s tem želela na nek način preusmeriti pozornost in tudi manipulirati z vsem dogajanjem. Zaradi tega sem jaz tisto farso in tisto zaslišanje takrat obstruiral, ker se mi je zdaj popolnoma nesmiselno, da sodelujem pri stvarmi, s katerimi bi se moral ukvarjati ta parlament in ta preiskovalna komisija nima nobene zveze. Naj za zaključek rečem samo to, še, da je bila ta parlamentarna preiskovalna komisija ustanovljena strani Pozitivne Slovenije, da je popolnoma nepotrebna, da nima nobenega smisla
in da ne more ugotoviti ničesar več in ničesar novega, kar je že ugotovila stalna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. In ta preiskovalna komisija služi samo za politično manipulacijo in glavni namen ustanovitve te preiskovalne komisije strani Pozitivne Slovenije je bil zgolj kolege iz SDS-a povezati z določenimi ekstremističnimi skupinami. To je bil vaš cilj in temu cilju je že ves čas podrejeno tudi delovanje te preiskovalne komisije. To se je lahko videli pri vmesnem poročilu, da praktično naši predlogi opozicijski niso bili sprejeti, zaradi tega smo morali pripraviti ločeno mnenje in v smeri, da se izogibamo resnim in temeljnim vprašanjem in da se ukvarjamo z brezveznimi stvarmi, v tej smeri se je že komisija že ves čas pele. In jaz sem ugotovil, da nima več smisla pri tej preiskovalni komisiji sodelovati, zato z današnjim dnem izstopam iz preiskovalne komisije in na nek način ne želim več sodelovati pri teh umazanih igrah. Zdaj bom predal besedo kolegu Dragotinu Mateju, ki bo lahko povedal kot predsednik Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, kaj smo na tem področju že naredili in povedal, kako on namerava naprej delovati v tej komisiji preiskovanja.